Vsebinski marketing. Pripovedovanje zgodb je zelo pomemben del vsebinskega marketinga. Toda, kaj sploh je pripovedovanje zgodb? Gre za proces, pri katerem z uporabo dejstev in pripovedi nekaj sporočamo občinstvu. S pripovedovanjem zgodb posredujemo ideje, navdihujemo, spodbujamo. Ena od knjig o vsebinskem marketingu, ki so nam res všeč, je knjiga avtorice Anne Handley z naslovom Everybody Writes. Avtorica navaja 5 značilnosti prepričljive zgodbe. Zgodba mora biti resnična, resnica mora biti temelj vsega, kar ustvarimo. Zgodba mora vključevati resnične ljudi, resnične situacije, pristna čustva in tako dalje. Biti mora človeška. Tudi če prodajate podjetju, torej če delujete v B2B okolju oziroma business to business, morate v zgodbo vključiti resnične, dejanske ljudi. Zgodba mora biti osredotočena na izdelke in storitve, ki se dotikajo življenj resničnih ljudi. Biti mora originalna. Zgodba mora ponuditi novo in svežo perspektivo. Služiti mora kupcu, vedno se mora osredotočiti na boleče točke, ki jih ima kupec. O tem smo govorili že v modulu Inbound Marketing in bomo omenjali tudi v tem modulu. Zgodba mora služiti kupcu. Zgodbe o podjetju so lahko zelo dolgočasne, saj predstavljajo, kaj podjetje prodaja in kaj počne zgolj z vidika podjetja. Osredotočiti pa bi se morali na kupca in zgodbe pripovedovati iz njegove perspektive. Pripovedovati mora širšo zgodbo, ki je usklajena z dolgoročno poslovno strategijo. To je ključnega pomena. Ujemati se mora strategijo, ki jo že imate in biti del te strategije. Ker pa govorimo o vsebinskem marketingu, začnemo z definicijo, ki jo postavil Content Marketing Institute. Vsebinski marketing je marketinška tehnika ustvarjanja in distribuiranja koristne, relevantne in konsistentne vsebine, ki privablja in pridobiva jasno definirano občinstvo z namenom dobičkonosne akcije kupca. Biti konsistenten je ponavadi najtežji del. Vsak, ki je kdaj ustvarjal vsebine, ve, da je s tem veliko dela. Vsebinska pošast je vedno lačna in priprava vsebin ponavadi vzame veliko več časa, kot smo pričakovali. Toda za spodbujanje inbound marketinga in doseganje rezultatov potrebujemo dobre in relevantne vsebine. Zgraditi želimo zaupanje, da bo naš potencialni kupec pomislil na naše podjetje in našo znamko, ko bo pripravljen za nakup. Da lahko to storimo, moramo najprej načrtovati vsebine. Podjetje ne razmislijo vedno o svoji strategiji vsebinskega marketinga. Velikokrat preprosto začnejo ustvarjati vsebine in upajo na najboljše. Vendar je pomembno, da strategijo imamo, saj tako lahko ustvarjamo bolj relevantne in konsistentne vsebine. Najprej si moramo zastaviti cilje. Nato si ogledamo popis vsebin. Podjetja imajo ponavadi ustvarjanje že vsaj nekaj vsebine, ki jo v čim večji meri ponovno uporabimo, po potrebi pa prej še posodobimo. Nato načrtujemo nakupno pot. Ustvariti moramo vsebino za vsako od faz nakupne poti, zavedanje, razmislek in odločitev. Več o nakupni poti smo povedali v modulu Inbound Marketing. Načrtovati moramo kampanje in časovnice ter določiti ekipo, ki bo lahko ustvarila vsebine. Ekipa je lahko interna ali zunanja. Potem začnemo dejansko ustvarjati vsebine in to ne pomeni le besedila, ampak tudi fotografije, videe, zvočne vsebine in tako dalje. Zelo pomembno je, da razmislimo tudi o recikliranju vsebin. Ker priprava vsebin vzame veliko časa, moramo poskrbeti, da jih v čim večji meri ponovno uporabimo. Brez distribucije naših vsebin ne bo nihče videl, slišal, cenil. Občinstvo moramo doseči tam, kjer se zadržuje in mu predstaviti svoje vsebine. Brez analitike seveda ne vemo, kaj dejansko deluje. Poskrbeti moramo, da vedno analiziramo in optimiziramo vse vsebine, ki jih objavimo. Kako se torej lotimo načrtovanja? Najprej moramo oblikovati uredniško ekipo, ki ima opredeljen proračun, cilje in termine sestankov. Če vodite manjše podjetje, sta to lahko le ena ali dve osebi znotraj podjetja, ki pa jo lahko dopolnjujejo zunanji sodelavci, kot so fotografi, snemalci ali pisci vsebin za družbeno omrežje. Uredniška ekipa je ponavadi sestavljena iz članov, recimo piscev, oblikovalcev, fotografov, videografov in podobno, urednika in strokovnjakov za posamezno temo iz podjetja. Ti so izjemno pomembni za ustvarjanje vsebin in jih lahko vključimo kot pisce ali ustvarjalce video vsebin, če pa jim to ne ustreza, pa lahko z njimi naredimo intervju in jim pomagamo povedati zgodbo. Omenili smo že popis vsebin in tukaj je preprost načrt, kako lahko to storimo.
Za vsak element pregledamo tudi njegovo učinkovitost, starost vsebine, kateri fazi nakupne poti pripada, format in kdo je lastnik. Vsebine so lahko zaprte, so torej na voljo uporabnikom, ki izpolnijo obrazac, ali podprte. Pozorni moramo biti tudi na to, katero nakupno persono nagovarjamo in na vsa priporočila, ki jih imamo. Za vsebinski marketing uporabljamo veliko orodij in verjetno večino že uporabljate ali poznate. Večina podjetij ima spletno mesto in so prisotna vsaj na nekaterih družbenih omrežjih. Grafike in videoposnetki so poleg vsebin v obliki besedil pomemben način posredovanja sporočil. V zadnjih letih so postali priljubljen način komuniciranja tudi chatboti ali klepeti v živo. E-knjige so pogosti primer zaprtih vsebin, za katere uporabniki izpolnijo obrazac. Potem so tu še e-poštna sporočila, novičniki in webinarji, ki so med pandemijo postali še bolj razširjeni. Podcasti so zvočne oddaje o različnih temah. SEO optimizacija za iskalnike je pomembna zato, da naša vsebina v iskalnikih prikazana visoko na straneh z rezultati. Potem pa so tu še blogi, na katerih lahko podjetja delijo svoje zgodbe. Za koga ustvarjamo vsebine? Na zaslonu vidimo 3 ženske s prenosniki, vendar vsaka od njih predstavlja drugo persono, zato ne smemo ustvariti enakih vsebin za vse. Prilagoditi moramo jezik, komunikacijske kanale in način, kako posredujemo sporočila. Morda celo ne želimo targetirati vseh 3 person. Nakupna persona je predstavnik našega idealnega kupca. Razumeti želimo njene ali njegove motive, cilje, vedenje in boleče točke. Bolj ko poznamo svoje persone, bolj učinkovito jih bomo nagovarjali. Ustvarjanje persone podrobneje obravnavamo v modulu Inbound Marketing. Pa začnemo z ustvarjanjem vsebin. To prosojnico ste videli že v modulu Inbound Marketing. Obstajajo različne vrste vsebin, ki jih lahko ustvarimo. Ideje vsebine. Najprej želimo razumeti navade nakupnih person. Potem raziščemo konkurenco, pogledamo, kaj deluje pri njih. Z iskanjem v Googlu preverite, kaj ljudje govorijo o tej temi. Ne pozabite pregledati tudi predlogov za samodejno dopolnjevanje oziroma autocomplete, ki se pojavijo v iskanju v Googlu in sorodnih iskanj v Googlu, ki vam pokažejo, kaj so poleg teh fraz še iskali drugi uporabniki. Seveda tega ne počnite sami, ampak z brainstormingom v skupini, kjer lahko nadgrajujete ideje drug drugega. To je primer uredniškega koledarja. Zdaj si oglejmo različne vrste vsebin, ki jih lahko ustvarimo. To je nekaj priljubljenih platform družbenih medijev. Seveda so lahko vaše persone relevantne tudi druge, zato je pomembno, da razumete, katera družbena omrežja uporabljate. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok, Pinterest, še katere druge. V tematiko družbenih medijev se podrobno poglobimo v ločenem modulu družbenih medijev. Blogi so priložnost, da podjetje objavi zgodbe, ki so relevantne za persone in njihove težave, vendar niso prodajno naravnane. Ena najboljših taktik je, da vnaprej predvidimo njihova vprašanja in na njih proaktivno odgovorimo. To vidimo zelo dober primer koncepta, ki se imenuje They Ask You Answer, kar je hkrati tudi naslov knjige Markusa Sheridana. Podjetja proaktivno odgovarjajo na resnično vprašanje, ki so jih postavili potencialni ali obstoječi kupci. V tem blog zapisu vidimo, da podjetje z bazeni Riverfalls odgovarja na pogosto vprašanje potencialnih kupcev. Tako gradi njihovo zaupanje, povečuje stopnje konverzije in spodbuja prodajo. Dobra predloga nam pomaga, da smo učinkovitejši, saj vse elemente napišemo naenkrat, recimo poziv k akciji, za ta, ki ga bomo vključili v zapis, pa tudi objave za Facebook, LinkedIn in Twitter ali katerokoli družbeno omrežje, ki ga uporablja vaše podjetje. Še ena vrsta vsebin so grafiki. Vizualne vsebine so pomembne za poudarjanje sporočil. Obstaja veliko platform, na katerih lahko ustvarimo vizualne vsebine, ena najbolj priljubljenih je Canva. Na zaslonu vidimo primer infografike, ki lahko prikaže velike količine podatkov, informacij v obliki grafa ali slike. Kje dobimo slike, ki jih potrebujemo? Veliko ljudi preprosto uporabi slike, ki jih z Googlom najde na spletu. Vendar brez privoljenja lastnika tega ne smete storiti. Na platformah, kot je FreePic, najdete tako brezplačne kot plačljive slike, prav tako na platformah Flickr, Unsplash, Pixabay in drugi. Vedno preverite tudi licenco.
Nekatere slike so objavljene pod licenco Creative Commons, ki določa, kako smemo vsebino kopirati, distribuirati, urejati, predelovati in nadgrajevati. Zdaj pa k videu. Ta vrsta vsebin je v preteklih letih močno narasla od webinarjev, TikTok videov, Instagram live videov do videoposnetkov na LinkedInu. Gre za način komuniciranja, ki je privlačen in vzbudi čustva. V tematiko video vsebin v marketingu se podrobneje poglobimo v ločenem modulu video marketing. E-knjige so odličen način za pridobivanje prodajnih kontaktov oziroma leadov, ki jih lahko negujemo z relevantnimi vsebinami in jih pretvorimo v kupce. Vsebina e-knjige je ponavadi zelo relevantna za persono, ki jo targetiramo in ne sme govoriti o podjetju ali izdelkih, temveč mora biti izobraževalna in v pomoč bralcu. Pomembno je, da je CTA ali poziv k akciji, call to action, ki bralce pripelje do te e-knjige, umeščena, zapisana na blogu ali spletne strani, ki so relevantne za vsebino e-knjige. Tako lahko domnevamo, da se bo bralec z zanimanjem še dodatno poglobil v to tematiko. Novičniki so vrsta vsebin, ki jih uporabljamo že leta, nekateri celo desetletja. So odličen način za izobraževanje vašega občinstva, saj zapise na blogu, video in druge vsebine dostavijo v njihove nabiralnike. Z orodji za marketinško avtomatizacijo lahko bolj učinkovito urejate novičnike in personalizirate vsebine, ki zanimajo vaše bralce. Podcasti so priljubljeni pri nekaterih skupinah. To so zvočne oddaje, ponavadi v obliki intervjujev. Če ustvarite lasten podcast, morate imeti v mislih, da gre za dolgoročno zavezo, redno ustvarjanje vsebin pa zahteva precej dela. Vendar pa vam ni treba ustvariti svojega, ena od možnosti je, da kot gost sodelujete v podcastih, ki spremljajo vaše persone. Webinarje že poznamo vrsto let, zelo priljubljeni pa so postali v času pandemije, zlasti pri podjetjih, ki prodajo drugim podjetjem, se pravi, delujejo v B2B okolju. Webinarji so odličen način, da dosežemo novo občinstvo, ga izobražujemo in se dokažemo kot avtoriteta na svojem področju, pa tudi, da ustvarimo dolgoročno vsebine, ki so odlične za recikliranje. Na podlagi webinarja lahko ustvarimo članek, zapis na blogu ali celo e-knjigo. Pretekle webinarje lahko oglašujemo kot webinarje na zahtevo, zlasti, če je njihova vsebina zimzelena. Daljše vsebine pogosto objavimo v obliki stebrnih strani oziroma pillar pages. Stebrne strani so ponavadi obsežne in dolge ter vsebujejo več povezav do bolj specifičnih delov vsebinskih grozdov oziroma cluster content, denimo zapisov na blogu, na kateri vodi povezava stebrne strani. Zakaj so pomembni? Ker uporabniki uporabljajo daljše, bolj pogovorne iskalne poizvedbe. Stebrne strani na ta vprašanja izčrpno odgovarjajo, zato se pogosto pojavijo visoko v Googlovih rezultatih iskanja. Pogovorni marketing je še ena vrsta vsebin, ki jih lahko ustvarjamo. Klepetanje je domača oblika komuniciranja na mobilnih telefonih in začela se ga uporabljati tudi podjetja. Možnost hitrega odgovora tudi izven delovnega časa uporabnikom daje veliko različnih možnosti komuniciranja z znamko. Znamke morajo poskrbeti, da uporabnik ve, da se pogovarja s chatbotom in da morebitna predaja klepeta prodajniku poteka čim bolj gladko. Recikliranje vsebin smo omenili že pri webinarjih. Ustvarjanje vsebin zahteva čas, zato morate vedno razmišljati o tem, kako bi jih lahko reciklirali. Vsebino predstavitve na dogodku ali webinarju lahko na primer ponovno uporabite v e-knjigi, infografiki, objavite lahko videoposnetek, zapis na blogu in prosojnice. Ker ustvarimo veliko besedilnih vsebin, se moramo naučiti pisati za splet. Na zaslonih pogosto ne beremo, temveč iščemo informacije, zato mora biti besedilo zelo pregledno. Kako lahko to storimo? Oglejmo se seznam spletne strani plainlanguage.gov. Vsebino razčlenite na dele, uporabljate sezname in alineje. Naslovi naj bodo informativni, dokumente razdelite na posamezne tematike in uporabljate opisne naslove razdelkov. Uporabljate besede, ki jih vaši bralci razumejo in naredite povezave opisne. Ne uporabljate fraze klikni tukaj. Poskusite odstraniti vse nepotrebne besede in poskrbite, da bo besedilo jedrnato. Zaključimo ta modul s poudarkom na analitiki. Vse platforme družbenih medijev vključujejo brezplačno orodje za analitiko, na spletno stran pa lahko dodamo brezplačen račun Google Analytics, zato ni izgovora, da analitike ne bi uporabljali, tudi če vaše podjetje nima proračuna za premium platform. Na podlagi
zastavljenih ciljev vsebinskega marketinga lahko analizirate, ali ste na pravi poti in na to aktivnosti prilagodite, optimizirate in ponovite. To je primer orodja za analiziranje Campaign Analytics v HubSpotu, kjer lahko vidimo rezultate za vse marketinške kampanje, za vse vsebine v tej kampanji, kot so call to actioni, e-poštna sporočila, obrazci in pristajalne strani. Vidimo lahko promet, ki je ustvaril več kot 4000 ogledov in da smo pridobili skoraj 1600 novih obiskovalcev. Pridobili smo tudi 22 novih kontaktov, ki so v tem kampanji konvertirali z naročilom e-knjige. Pojdimo k naslednjemu modulu.